pozdrav vsem skupaj. Danes bomo predstavili te delne podatke glede intervencijskih stroškov in nadaljnje postopke glede ocenjevanja škode na terenu. Z nami sta državni sekretar, gospod Rudi Medved, in v.d. generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje, gospod Behin. Pa državni Krvar, izvolite. Lep pozdrav, dober dan. Po vsej Sloveniji poteka odprava posledic ene najhujših naravnih katastrof v novejši zgodovini države. Trenutno so pravzaprav intervencije v večini prizadetih občin bolj ali manj končane. Govorim o nujnih intervencijah, so pa še vedno na delu ekipe civilne zaščite, gasilcev in drugih pripadnikov enot zaščite in reševanja v Vojniku in Šentjurju in seveda v Čepovanu. Tam je še vedno tudi enota Slovenske vojske, okrog 30 pripadnikov Slovenske vojske tam pomaga enotam zaščite in reševanja pri odpravljanju posledic in tako bo še vse do začetka prihodnjega tedna, če bo treba, seveda pa še dlje. Drugod, kot rečeno, so te nujne intervencije končane, prav tako smo v dogovoru z lokalnimi skupnostmi in regijskimi poveljniki civilne zaščite ugotovili, da v tem trenutku vojske ne potrebujejo več, seveda pa, če se bo kjerkoli in kadarkoli pokazalo, da bi vojska morala spet priskočiti na pomoč, se bo seveda to tudi zgodilo. Kot rečeno, na ozemlju praktično vse Slovenije so divjala ta neurja v valovih, skoraj da ni občine, ki ne bi poročala o škodi ali odpravljala posledic neurij. Več kot 190 občin pa zanesljivo je takšnih, ki seveda bodo potrebovale konec koncev tudi pomoč. Zbiranje podatkov za povrnitev intervencijskih stroškov v tej naravni katastrofi poteka v dveh valovih, če tako rečem, in ravno danes smo z Ministrstva za obrambo oziroma z Uprave za zaščito in reševanje poslali na vlado predlog sklepa o povrnitvi intervencijskih stroškov občinam za neurje oziroma neurja, ki so divjala 12. in 13. julija, predvsem v Pomurju, na Štajerskem, Koroškem, tudi v Posavju in Cerkljanskem, pa seveda še kje. In v relativno res kratkem času so občine zbrale te podatke. Bi bili sicer želeli, da bi bili zbrani še hitreje, pa so občine same seveda prosile za kakšen dan ali dva podaljšanja teh rokov, kar je popolnoma normalno, saj imajo izjemno veliko dela že tudi z odpravljanjem posledic kasnejših neurij. In teh intervencijskih stroškov, o katerih bo popoldne odločala na korespondenčni seji Vlada Republike Slovenije, je po ocenah občin za 2 milijona 400 tisoč oziroma še nekaj več, blizu 2 milijona in pol evrov. In tu gre seveda za tiste prve intervencijske stroške, torej to so stroški intervencij, v katerih sile zaščite in reševanja rešujejo življenja, imetje, infrastrukturo ljudi. Torej to ne gre za še odpravljanje seveda posledic, ampak izključno za intervencijske stroške. In če vemo, da je te intervencijske stroške prijavilo okrog 90 oziroma še nekaj več kot 90 občin, potem si lahko samo predstavljamo, kolikšni bodo ti stroški tega drugega vala neurij, ko bo te stroške prijavljalo tam okrog 190 ali 200 občin. In poziv občinam, da
zberejo te podatke, je že šel, torej tudi za neurja, ki so divjala po 17. juliju in praktično do konca prejšnjega tedna. Ta poziv so občine že dobile in seveda tudi te podatke že zbirajo. Če je bilo tam na relativno omejenih območjih toliko intervencijskih stroškov 12. in 13. julija, potem si lahko samo predstavljamo, koliko jih bo seveda sedaj v tem drugem valu. Treba pa je ločiti same intervencijske stroške, ki jih povrnemo občinam takoj, ko predložijo račune, in po majskih neurjih smo praktično v mesecu dni zaključili cel postopek in so občine, ki so prijavile takrat zahtevke za intervencijske stroške, seveda te že tudi dobile povrnjene. Eno so torej intervencijski stroški, drugo pa seveda v nadaljevanju sanacija območij prizadetih v teh neurjih. In seveda se vse skozi pojavlja vprašanje, koliko je bilo v teh julijskih neurjih škode na območju vse Slovenije. Tega podatka ta trenutek seveda še nihče nima. Občine niti niso mogle še pravzaprav prav pristopiti k zbiranju teh podatkov, saj je šlo v prvi vrsti seveda najprej za interveniranje med samimi neurji. Tako da ta postopek ocenjevanja škode zdaj teče. Če pa upoštevamo na primer podatek, ki je že nekako okrožil v javnosti, da je samo v kmetijstvu za cirka 40 milijonov evrov škode, potem si lahko seveda vsi skupaj predstavljamo, kaj pravzaprav bodo pomenile številke, ko bomo zbrali podatke o celotni škodi. Ampak samo za primerjavo, zgolj za primerjavo, v majskih neurjih na širšem mariborskem, murskosoboškem in ptujskem območju, ko je bilo prizadetih približno 60 občin, no in takrat so te občine prijavile oziroma že zbrale podatke o škodi, ki jo ocenjujejo na približno 50 milijonov evrov. Ampak to gre za dvodnevno neurje na relativno majhnem območju. Zdaj, pri julijskih neurjih govorimo praktično o celotni Sloveniji, iz posameznih občin že zdaj prihajajo podatki o več milijonskih škodah samo na njihovem območju, tako da bodo seveda podatki o škodi gromozanski, lahko rečemo, in bo seveda državni proračun seveda moral deloma seveda to tudi pokriti ob občinskih proračunih seveda. Kot je v javnosti že nekaj časa znano, smo takoj praktično že sredi teh ujm ta mesec na vladi začeli postopke za spremembo zakonodaje, da bi lahko tudi pri sanaciji, tako kot pri intervencijskih stroških, tudi pri nujnih sanacijah, ponavljam, nujnih sanacijah na posameznih območjih lahko država pomagala čim prej. Ti postopki so bili v preteklosti res dolgotrajni, dolgo je trajalo, da je ta pomoč potem tudi našla naslovnike. Mi zdaj ta proces absolutno pospešujemo. Usklajevanje besedila teh sprememb zakona ravnokar poteka. Danes smo se z Ministrstvom za naravne vire in prostor tudi dogovorili, da prihodnji teden skličemo še sestanek s predstavniki vseh občinskih združenj, da seveda preletimo, kakšne so predvidene rešitve in kako pravzaprav na to gledajo tudi občine, ki se jih seveda ta zakonodaja, ki jo spreminjamo, najbolj dotika. Pomembno je, da odreagiramo hitro in da bodo občine seveda lokalne skupnosti lahko zelo hitro prišle do
sredstev, s katerimi bodo financirale to nujno sanacijo. Ta proces ugotavljanja škode in spreminjanja zakonodaje poteka praktično sočasno, torej nič ne bo zamujenega, ko bo parlament na prvi seji spreminjal zakon, bomo ravno tisti čas tudi prejeli podatke o škodi iz posameznih občin, ker ta proces ugotavljanja škode vendarle ni samo z danes na jutri, gre kar za kompleksno stvar in občine same že zdaj opozarjajo, da jih ne bi pa priganjali za vsako ceno, ampak da to naredijo nekako tako, kot je treba, in ta dva procesa se bosta nekako tam po koncu avgusta združila. Ko bo zakonodaja spremenjena, bodo tudi zrele razmere, da bodo lahko občine ta sredstva tudi prejele. Da pa bi vnesli vsaj kanček optimizma, seveda zdaj v te razmere, v kakršnih smo po teh hudih neurjih, pa tukaj za mano vidite specialno vozilo z vso opremo, ki je namenjeno prav v takih primerih, kakršnim smo bili priče v teh neurjih. In takih vozil bo vsak čas v Sloveniji 40, poteka, pravzaprav so vozila skoraj da že vsa tukaj, tudi nadgradnja, zdaj poteka opremljanje teh vozil in s to tehniko bomo seveda sistem zaščite in reševanja naredili še bolj robusten, še bolj odporen. Meni je žal, da so nas ta neurja na nek način prehitela in da seveda vse te tehnike nismo imeli že zdaj na voljo. Moram pa reči, da seveda lahko jo pa tudi ne bi bilo. Prejšnje vodstvo uprave za zaščito in reševanje je prišlo sredi lanskega julija k nam na ministrstvo z informacijo, da je dvakrat razpis za nabavo teh specialnih vozil propadel in da predlagajo, da od tega odstopimo, ker preprosto ni več časa, kohezija se konec letošnjega leta izteka in da potegnemo črto pod to. Seveda se nismo strinjali in tudi minister je absolutno podprl, da gremo s tem naprej. V vsega 2 mesecih smo potem pripravili nov razpis, na razpisu bili uspešni in tako seveda je sad tega zdaj, da imamo ta vozila na razpolago, bo pa še nekaj časa trajalo, da vse skupaj ustrezno opremimo in uredimo vso administracijo, da bodo lahko tudi operativna. In razdelili bomo ta vozila po vsej Sloveniji, razpršili, da bodo čim bliže, ko bo to potrebno. Mislim, da je pravzaprav v samem sistemu zaščite in reševanja, poleg letal za gašenje, ki so že tudi v Sloveniji, to je eden izmed največjih prispevkov k temu, da bomo v prihodnje laže in še uspešneje kljubovali nesrečam, kakršne so nas doletele to poletje, ker seveda si ne moremo zatiskati oči pred tem, da lahko kaj podobnega ali pa še hujšega pričakujemo tudi v prihodnje. In tako opremljeni in s tako izurjenimi ekipami, srčnimi ekipami, tako iz vrst gasilcev kot tudi civilne zaščite in celotnega sistema zaščite in reševanja, bomo v prihodnje, jaz sem prepričan, lažje kljubovali vsemu temu. Gre pa seveda zahvala vsem, ki so v teh težkih časih pomagali. Mi takih neurij ne moremo obvladati, ne moremo jih preprečiti. Lahko pa tako organizirano, kot smo k temu pristopili zdaj, vsaj deloma olajšamo posledice, ki pa so nedvomno enormne. Hvala lepa. Mogoče še nekaj konkretnih podatkov, najprej o neurjih v mesecu juliju, ki so prizadejala Slovenijo, potem pa na koncu še mogoče tudi par, preden naredimo čisto demonstracijo,
naše opreme, ki je ravno kar prihaja. No, danes prevzemamo tukaj zadaj za nami tudi čisto novo opremo, tako da smo čisto v živo, kar se tega dogajanja tiče. V mesecu juliju je bilo povedano, so prve nesreče bile v obliki poplav, zemeljskih plazov in vsega ostalega, predvsem v severovzhodnem delu in vzhodnem delu Slovenije 12. in 13. julija. In lahko rečemo, da po dokaj zanesljivih podatkih smo imeli približno 2417 dogodkov, na katerih je sodelovalo več kot 420 gasilskih enot, skupaj več kot 3100 gasilcev. Če temu prištejemo še približno 100 drugih enot, kot so enote zaščite in reševanja, druge spremljajoče enote z gradbeno mehanizacijo, tako na lokalnem, regionalnem nivoju, kot tudi državnem nivoju, lahko rečemo, da je na teh intervencijah sodelovalo več kot 3500 pripadnikov zaščite in reševanja. O sami škodi je nekaj povedal že tudi sam državni sekretar. Stroški intervencije, to so praktično v obdobju, ki nastanejo v samem dogodku in mogoče en dan, 2 dni po dogodku, zato da se vzpostavi prevoznost cest, dostopnost do prebivalstva, prepreči nadaljnje zatekanje in tako naprej, umaknejo nekatera poplavljena območja in pač tudi ruševine, ki nastanejo, oziroma uredijo nujne dela na vodotokih, so zahtevala oziroma so po popisu podatkov, ki so jih dale lokalne skupnosti, brez lastnih gasilskih enot in enot zaščite reševanja ter Slovenska vojska, ki je pomagala, tudi takrat ocenjeni na 2,5 milijona evrov. Vkolikor bi prišteli še enote zaščite in reševanja, uprave za zaščito in reševanje samih občin, bi te intervencijski stroški poskočili krepko čez 3 milijone evrov. In ravno danes naj bi bilo na korespondenčni seji sprejeto, da se ta znesek 2 milijona 432 tisoč evrov nameni lokalnim skupnostim, in vkolikor bomo šli tako, kot smo šli že ob majskih naravnih nesrečah, bojo občine to dobile že v mesecu avgustu, kar pomeni, da bojo imele pokrite kompletne stroške, še preden bojo prišli računi za zadeve, ki so se zgodile v mesecu juliju. Kajti treba je vedeti, da za julijske, recimo te prve, bojo računi izdani konec meseca julija oziroma do 10. avgusta z valuto 10. september, in v tem primeru občine praktično ne zalagajo ničesar, in to je sedaj že drugi primer po majskih neurjih, ki smo jih imeli, da uporabljamo ta sistem, ki ga v preteklosti ni bilo, s čimer priskočimo občinam na pomoč za temi sredstvi samih intervencij. Ko govorimo o neurjih, ki so se pa zgodili od prejšnjega ponedeljka, 17. dalje, lahko pa kar zvezno govorimo o neurjih, ki so se verižili na določenih delih Slovenije vse do torka 25. julija, kar pomeni 8 neprestanih dni. Kot uprava za zaščito in reševanje smo tudi na podlagi posebnega sklepa poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije izvajali pospešene aktivnosti, kar pomeni, da smo popolnili kompletno vse naše centre za obveščanje. Mi lahko povemo, da smo beležili v najbolj kritičnih urah več tisoč klicev na številko 112 za pomoč. To pomeni, tisoči klicev pomenijo več, kot jih v normalnem dnevu beležimo v najbolj intenzivnih dnevih na dan, je bilo teh klicev na uro. Tako da je bila obremenitev sa strani pravočasnosti, ne samo zaradi neurja, ampak tudi drugih klicev na številko 112 zelo zahtevna. Hkrati pa smo imeli tako na lokalnem kot regionalnem nivoju praktično aktivirane vse štabe civilne zaščite na lokalnem nivoju, kot tudi na regijskem. Skupno lahko povemo, da je bilo v tem obdobju od 17. do 25. približno 9000 različnih dogodkov, ki smo jih zabeležili v naši aplikaciji SPIN. Treba je pa povedati, da ta številka bo verjetno narasla še za približno 20%, kajti vsi dogodki se niti še niso do konca zabeležili, ker enostavno intervencijske enote niso imele časa v tem času, ko so šli z intervencije na intervencijo, izpolniti vseh podatkov, tako da te številke bodo sigurno še večje. Zanimiv podatek je, da je v tem času sodelovalo približno 2000 gasilskih enot, in poleg teh 2000 gasilskih enot tudi 200 enot civilne zaščite, med drugim tudi državne enote za prečrpavanje vode in tudi državne tehnične enote civilne zaščite. Skupno sodelujočih na julijskih poplavah samo gasilcev 13 000, če prištejemo še ostale pripadnike civilne zaščite, če prištejemo še ostale
pripadnike lokalnih enot, ki sodelujejo od gradbenih enot, komunalnih podjetij, elektrogospodarstva in vsega ostalega, lahko rečemo, da je v tem obdobju bilo sigurno več kot 16.000 ljudi udeleženih na teh dogodkih. Če to primerjamo z lansko največjo katastrofo požare v naravnem okolju na Primorskem, lahko ugotovimo, da smo vsaj v obsegu takih razsežnosti, če ne še nekoliko večjih, in tudi časovno obdobje je zelo primerljivo oziroma je to obdobje nekoliko krajše v teh neurjih. Ta neurja so izstopala še po nečemu, kar v preteklosti nismo imeli priložnosti. Prvič to dolgotrajnost, da bi se neurja praktično neprekinjeno dogajala 8 dni na območju celotne Slovenije. Kot je povedal že državni sekretar, v tej zadnji oceni škode samo od 17. do 25. je več kot 191 občin tistih, kjer smo zabeležili dogodke. Posamezne dogodke so seveda imeli tudi druge občine, treba povedati, ampak so bili ti dogodki kakšna razbita streha oziroma manjši in se ne izvaja sam popis škode. In poleg te dolgotrajnosti so se nam praktično v juliju meseca sredi poletja združile poplave, zemeljski plazovi, močna neurja z veliko količino padavin. Tukaj smo imeli točo in tukaj smo imeli zemeljske plazove. Kar pomeni, da razen požarov v naravnem okolju, v tem času smo imeli čisto vse možnosti nesreč, ki jih povezujemo z spremembami podnebja, tako imenovanimi podnebno pogojenimi naravnimi nesrečami. In očitno se bo treba pač zelo pripraviti predvsem na te podnebno pogojene naravne nesreče, lani požari, letos povsem v drugo smer. In del tega, lahko rečemo, je tudi oprema, ki je danes tukaj vidite. Gre za opremo, ki se financira iz Evropskega kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020, kjer smo uspeli praktično v enem letu vključiti povsem novo vsebino v izvedbo prilagajanja za podnebne spremembe. Današnja oprema, ki jo vidite, je oprema, ki je namenjena striktno namensko poplavam in neurjem, in to opremo sestavlja, kot je bilo povedano, 40 specializiranih tovornih vozil z kontejnerskimi nadgradnjami. Vsako od teh vozil ima 4 različne tipe kontejnerjev. Del jih vidite tukaj, konkretno ta je za poplava, kjer so visokotlačne črpalke, oprema za čiščenje hiš, pranje ulic in podobne zadeve. Zadaj je oprema za delovanje v času poplav, oprema še ni povsem noter, gre za vozila in kontejnerje. Tukaj noter so razne baraže, preusmerjevalci, potopne črpalke, agregate in podobne. Zadaj vidite kontejnerje za odvoz plavja in vsega ostalega in manjka še poseben 4. kontejner za cerado, ki bo omogočil tudi transport vsega ostalega, kot so folije in vse ostalo. Če pogledamo, kaj smo kot uprava za zaščito in reševanje iz našega državnega logističnega centra in regijskih centrov nudili oskrbo in kar občine niso imeli, so bili to agregati, podaljški, potopne in ostale črpalke, folije za prekrivanje streh, razni bivalni in drugi kontejnerji. Približno 15 družin je tistih, ki je v mesecu juliju bilo oskrbljenih z našimi bivalnimi kontejnerji kot začasnimi prebivališči. Hkrati pa lahko rečemo, da je bilo sigurno nekaj 10 družin, za katere so ali v primeru evakuacije ali pa neprimernosti bivanja, predvsem kadar so bili zemeljski plazovi in zdaj odkrivanje streh, poskrbele občine, tako da je naša ocena, da je nekje 50 družin bilo potrebno začasno skrbeti za drugim bivanjem. Nekatere od njih, na žalost, bodo to drugo bivanje koristile kar nekaj časa, več mesecev, dokaj se ne posanirajo objekti. Kakšen je obseg objektov? Zelo grobe številke. 12. 13. maj po naših podatkih več kot 2000 stanovanjskih objektov, ki je bilo prizadejano na takšen ali drugačen način, 11 šol, vrtcev in drugih javnih objektov in približno 100 gospodarskih objektov, ter še približno 20 objektov, kot so pošte, upravne enote in nekateri drugi objekti. Ko pa govorimo o neurju od 17. do 25. julija, pa lahko govorimo o več kot 2000 stanovanjskih objektih, ki so poškodovani. Rang poškodovanosti teh objektov je sigurno večji, niso samo posamezni strešniki.
tako da tudi točni podatki bodo znani na podlagi ogleda zavarovalnic, kajti večina teh objektov je seveda zavarovanih, ampak samo za rang dogodka govorimo o več tisočih, v tem primeru govorimo o več 100, približno 400 kmetijskih objektih in zanimivo, da v zadnjih nesrečih govorimo o več kot 150 industrijskih oziroma gospodarskih objektih, ki so bili poškodovani in tukaj je pa tudi vpliv na samo gospodarsko proizvodnjo zelo, zelo velik. O hektarjih in vseh ostalih kmetijskih površin na Upravi za zaščito in reševanje seveda ne zbiramo podatkov, ampak kot smo slišali, že tudi ocene kmetijske stroke gre tukaj v več 10 000 hektarjev površin in praktično gre za zelo veliko škodo. Kakšna je škoda v julijskih poplavah, bojo popisne komisije ocenile nekje v začetku septembra meseca, zadnji trenutno dani rok je 14. september, tako da bi po tem datumu, po 14. septembru, lahko postregli tudi s temi številkami in te številke bodo tudi osnova za tisto, kar je tudi bilo omenjeno, da planira vlada, popravek zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, kjer bi bilo možno do 20% lokalnim skupnostim dati tako imenovanih predplačil, zato da pristopijo k čim prejšnji sanaciji, še preden so dokončni sanacijski programi tudi sprejeti. Mogoče samo še čisto za zaključek, vrednost opreme, ki jo nabavljamo, 40 vozil, 164 kontejnerjev, med njimi tudi štabni in kuhinja, je vrednosti 32 milijonov evrov. Oprema se dobavlja v letu 2023 v obsegu 28 milijonov evrov, iz evropskih sredstev in pripadajočega dela slovenske udeležbe 24 milijonov evrov, ostali znesek približno 8 milijonov Uprava za zaščito in reševanje. Dokončno bo ta oprema v funkciji v prvi polovici leta v celoti 2024, ko bo tudi razdeljena na 35 lokacij po terenu v Sloveniji in vsaka občina, ki bo prejela na naš poziv to opremo, ta komplet, bo zagotovila enoto 20 pripadnikov civilne zaščite, ki bo posebej usposobljena za delo z temi vozili in ravno te nesreče so pokazale, da če bi danes razpolagali s temi 40 dvigali dolžine do 38 metrov za posebnimi nadgradnjami za razvijanje folij, bi bilo delo veliko hitrejše, predvsem pa veliko varnejše za vse reševalne sestave in ne glede na to, kje bi bile, je možno to dostaviti v samo nekaj urah, glede na to, da gre pa za kontejnersko nadgradnjo, se pa oprema lahko tudi pusti. Gre za povsem nov koncept odziva zaščite in reševanja, kjer se mi ustanavljamo tako imenovane lokalno-regionalne enote, ki delujejo takoj na svoji skupnosti in sosednji občini, po potrebi pa tudi drugod. Tega sistema v sistemu zaščite in reševanja do zdaj nismo poznali, niti nismo imeli opreme. Na račun evropskih sredstev in vsega ostalega, kar načrtujemo tudi v finančni perspektivi 2021-2027 in načrtu za okrevanje in odpornost, bojo posebne enote za poplave, žled, ujme in požare v naravnem okolju, skupaj opremljene s približno 50 vozili in 250 kontejnerji, ter usposobljeno več kot 5000 pripadnikov civilne zaščite po posebnih programih, skupna vrednost teh investicij pa 60 milijonov, od česar je 2/3 evropskih sredstev. V zgodovini je to daleč največji, v slovenski zgodovini največji vložek v zaščito in reševanje in mi smo prepričani, da je tudi najboljši odgovor v primeru priprave na podnebno pogojene nesreče in vse, kar se nam dogaja, kjer bo vse skupaj še veliko bolj očitno in tukaj se upam trditi, da glede na to, da smo eni prvih koristnikov teh sredstev, Slovenija sigurno orje ledino tudi v evropskem merilu.